drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus. Počaščeni smo, da danes v našem studiu gostimo izjemnega strokovnjaka, izjemnega teologa in tudi izjemnega človeka, profesorja dr. Antona Štruklja, ki ga verjetno marsikdo med vami gledalci že pozna. Lepo pozdravljeni, profesor Štrukelj med nami. Lep pozdrav. Profesor Štrukelj je bil dolgoletni profesor kristologije, nauka o zakramentih na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil pa je tudi član Mednarodne teološke komisije in v tej vlogi se je pogosto srečeval in lahko rečemo tudi spoprijateljil z zaslužnim papežem Benediktom XVI. Zato skoraj ni boljšega gosta, kot je profesor Štrukelj, da bi se z njim pogovorili o pravzaprav boleči temi, o napadih na zaslužnega papeža Benedikta, ki jih je bil v zadnjih mesecih deležen, spet žal, predvsem v svoji nemški domovini. Profesor Štrukelj, kaj se je zgodilo in kako se je ta proces odvijal? Če pogledamo vse to dogajanje, moramo na kratko reči, da je bilo nepotrebno. Čisto nepotrebno. Če pogledamo veliko knjigo Petra Zevalda, Papež Benedikt življenjepis, ima 1200 strani, je tam jasno povedano, da se je tistega dne na ordinariatu v Münchnu nadškof Ratzinger udeležil tiste seje in kako je potekala. Potem je pa prišlo pri obdelavi teh podatkov, ki so jih zbirali 2-3 mesece po naročilu nadškofije München, do nekakšnega šuma. Se pravi, v tistem zapisniku, protokolu seje je rečeno, da je bil odsoten generalni vikar. Ker pa so morali v 2-3 tednih v Rimu preučiti blizu 10.000 strani teh podatkov, niso smeli jih natisniti, ampak samo računalniško gledati. In tisti človek, ki je to izpisoval, gotovo človek je tudi utrujen ali kaj, je verjetno preskočil. Ne? In je nekako potem prišlo v Ratzingerjev odgovor, je prišla beseda, češ, da verjetno ni bil prisoten na tisti seji. V resnici pa papež je sam rekel, spomin me ne vara, bil sem na seji. In potem je Zevald tako rekel, seveda je to dokumentirano, da ste bili, ampak bilo je prepozno, kakor da bi z vžigalico prižgal vžigalno vrvico, prišlo je do eksplozije. Se pravi, še enkrat ponavljam, čisto brez potrebe ali, če smo odkriti, nekoliko škodoželjno, sovražno. Spet se je ponovilo to, kar se je že večkrat v Ratzingerjevem in v Benediktovem življenju, da so ga z skokovito sovražnostjo napadli. Pa če se mogoče ustaviva v tej vaši zelo dobri opredelitvi skokovita sovražnost, zakaj pa zbuja papež Benedikt ravno v Nemčiji, kjer je odraščal, kjer je deloval, ki je toliko pravzaprav dal kot eden najuglednejših znanstvenikov, lahko rečemo, in seveda verjetno največji nemški teolog sploh. Zakaj prihaja do te skokovite sovražnosti ravno v Nemčiji? Ker to res občutimo tudi iz nekaterih odzivov drugih teologov, celo kakega škofa v zadnjih mesecih. Tega hladnega sprejema se je Ratzinger v svoji domovini že skoraj navadil. Bil je izjemno nadarjen, inteligenten, bil je tudi tako zvani peritus ali izvedenec, uradni koncilski teolog in zaradi svoje mladosti in tudi mladostnega izgleda so mu kar rekli, da je najstnik. Nekoč sem mu rekel, gospod kardinal, a ste res dobili ta vzdevek, da ste teološki najstnik? Teenager, je rekel, res je.
No in seveda tu se pojavi tudi tista človeška hiba, ki ji pravimo zavist ali nevoščljivost. In verjetno je to razlog. Pred kratkim je uporabil papež zaslužni Benedikt to besedo in jo je opredelil takole. Pravi, če ljudje se pogovarjajo s filozofijo zavisti, potem ne pridemo skupaj. To je morda eden od ključev. Drugi je seveda verjetno tudi v nemški duši. Glejte, tukaj je polovico prebivalstva protestantskega, polovico katoliškega in nekako, tako sem bral, ta človek, germanski, nemški človek v svojih prsih nosi dve duši in čuti nekako razpetost, razdeljenost. In to se je odražalo zlasti, tedaj, ko je bil še on teolog, profesor, prefekt v Rimu in tudi navdušenje, ko je bil papež, je hitro splahnelo. Se veste, kdaj z Regensburškim govorom je nastal plas in je bilo konec tega navdušenja, mi smo papež, wir sind Papst. Če primerjamo, kako je pa poljska dežela, poljska domovina 7-krat z navdušenjem sprejela svojega rojaka, sedaj svetega papeža Janeza Pavla II., potem ni primerjave, je kakor noč pa dan. Zato je vaša ocena, da nas to preseneča, da se nam čudno zdi, kako je to mogoče pravilna in to začudenje nas še vedno spremlja. Ja, no se pravi, zdaj smo se že dotaknila tega osrednje točke kritike papeža Benedikta, oziroma nekateri so mu očitali celo laž. Gre pa seveda za širši kompleks obravnave spolnih zlorab v nadškofiji München in Freising. In vi ste omenili to poročilo, ki ga je naročil sedanji nadškof kardinal Reinhard Marx in obsega, mislim, da okrog 2000 strani končno poročilo in zajema celotno obdobje med letoma 1945 in 2019. Kot pa opozarja Peter Zewald, je pa pravzaprav nadpovprečno veliko prostora posvečenega delovanju kardinala Ratzingerja, ki je vendarle bil na čelu münchenske nadškofije samo od leta 1977 do 1982, kar je recimo manj kot 7%, posvečenega pa mu je skoraj 20% tega poročila njegovemu času. Kaj nam to lahko tudi pove? Pregovor pravi, že ta podatek kaže, kam pes taco moli. Poročilo samo govori zase in za tiste, ki so ga naročili, kaj so hoteli dognati, ugotoviti. Namreč nekako razvrednotiti ne le njegovo delovanje v Münchnu, ampak predvsem spodkopati njegov ugled, njegovo učenje, njegovo teologijo. To priznava tako Peter Zewald, kakor tudi njegov osebni tajnik Georg Genswein. Nekako moti jih. Moti jih pa zlasti v tem času, ko so organizirali tako zvano sinodalno pot. Zdaj okrog Svešnice je bilo že 4. zasedanje v Frankfurtu in zahteve 3-4, ki jih obravnavajo in jih tudi po hitrem postopku izglasujejo, so v diametralnem nasprotju s katoliškim naukom in seveda tudi z pastirsko službo papeža Benedikta. In ta moteči glas bi bilo dobro utišati, da bo potem njihov voz lepo, veselo šel naprej. Tako da lahko rečemo, da je bilo tu nekaj namernega, zlonamernega, škodoželjnega, kar organizatorjem tega dogajanja gotovo ni v čast in zgodovina bo pokazala prav nasprotno. Pokazala bo, oziroma že danes vidimo in mnogi, ki so najprej bili presenečeni, začudeni, prizadeti, so se oglasili in so rekli klobuk dol pred tem
cerkvenim dostojanstvenikom, ker je res evangelski človek. Živi Jezusove blagre z vso krotkostjo in miroljubnostjo, s ponižnostjo je v pismu, ki ga bomo potem tudi pogledali, odgovoril na to. Pravzaprav se zahvaljuje sodelavcev, čeprav so tudi sodelavci ravno nekako po nesreči, do tega lapsusa pripeljali, se zahvaljuje vsem, ki so pomagali in potem pravi: pred Božjim obličjem si sprašam vest pred Gospodom, pred katerim bom stal kmalu kot svojim sodnikom. Se pravi, razorožil je svojo ponižnostjo vse napadalce in to je veličina. Tukaj človek strmi, Ja, ker zdaj, če gledamo recimo samo to medijsko sceno, lahko delimo nekako se mi zdi, na dve fazi. V prvi fazi so mediji že pripravljali javnost, pravzaprav napovedovali, kaj vse bo v tem poročilu, da bo verjetno Benedikt obremenjen. Potem je prišlo poročilo, se je zgrnil plaz, padale so težke besede, da je celotno življenjsko delo papeža Benedikta uničeno. No, v drugem delu pa se mi zdi, da potem so se vendarle oglasili tudi trezni glasovi, ki pa so Benedikta upravičeno vzeli v bran. Kako ste vi to videli? Kot prvi mislim, da se je oglasil kar Zevald. Imamo njegovo poročilo, ki ima izrazito slikovit naslov Sulica za papeža Benedikta. In tu ne gre za kakšne viteške igre, ampak dejansko je tukaj podoba, ki nas spominja na sulico, ki je bila zabodena v Jezusovo srce. Se pravi, hotel je pokazati, da je Ratzinger resnično mučenec za resnico. To sem izluščil iz tega in bi rad poudaril. Ratzinger je mučenec za resnico, ne samo sodelavec za resnico, kakor je njegovo, se upravičujem, škofovsko in papeško geslo, ampak zaradi tega je moral tudi veliko pretrpeti. No in potem naslednji, ki so ga vzeli v bran, ne samo nekateri filozofi, teologi v Nemčiji, ampak tudi v Franciji, na Poljskem, v Ameriki, George Weigel in mnogi drugi so pokazali, da je bilo to res tako rekoč inscenirano in sicer, da jim je ta načrt spodletel. To, da bi, kot so se oglasili nekateri zelo hitro, da je njegovo delo uničeno, da je lažnivec, sploh ne drži, ker se ni niti ne zmotil, niti ne zlagal, ampak je prišlo do enega stavka, do ene besedice v 2000 strani, se pravičujem, 20.000 strani dolgem poročilu, ki pa jo je zahrešil nekdo, ki je moral tako na hitro tole vse prebrati, niso imeli, kot sem rekel, pravice, niti sprintati. Past je bila nastavljena in nečedno početje, tako da mislim, da tukaj je praktično papež Benedikt še bolj zrasel v svoji veličini. Drugi naj pa gledajo, zakaj se jim je to zdelo potrebno ali koristno. Lahko pa rečemo, da je Benedikt tega navajen, že vedno so ga prikazovali v negativni luči, v črno-beli tehniki. Ko je bil prefekt Kongregacije za verski nauk, so mu rekli, da je nemški ovčar, da je pes čuvaj, da je nemški pancer, tank in tako naprej, kar pa nikakor ne drži. Vsa njegova osebnost je silno miroljubna, ljubezniv človek je, šarmanten, če smemo tako reči, v nastopu, v govorenju in v delovanju. Je pa jasen, bister, takoj vidi, koliko je ura, ima tudi preroški dar, ga je podedoval verjetno po očetu, ki je bil policijski uslužbenec in je moral hitro presoditi položaj in lahko rečemo, da njegove napovedi pred 50 leti se danes dobesedno uresničujejo. Recimo leta 59-58 je napisal članek, ki je vzbudil veliko pozornosti in to je bilo tik pred začetkom drugega Vatikanskega koncila in ta članek je tudi preveden, nosi naslov Cerkev in novi pogani.
cerkev in novi pogani. In kaj je tam ugotavljal? Pravi, če je prvotna cerkev se širila med pogani in so pogani se spreobračali in postali kristjani, se je tokrat po 2000 letih zgodilo nekaj obratnega. Poganstvo tiči v sami cerkvi. V cerkvi je poganstvo. Tudi tisti, ki so še krščeni, tako rekoč ne živijo zares iz evangelija. Takrat je to vzbudilo silno ogorčenje, danes pa vidimo, da smo res mala čreda. Puzilus grex, mala čreda, o kateri Jezus pravi, ne boj se. In to je on predvidel, vidite, pred tolikimi desetletji in marsikaj drugega tudi še kaže. Zato še enkrat poudarjam, njegova osebnost, njegov način delovanja je čisto drugačen, kakor ga prikazujejo. Res pa je, da je bil neizprosen ne samo glede verskega nauka, kadar je moral kakšnega teologa nekoliko prositi, naj bolj pojasni svoja stališča. Ampak tudi prvi je bil, ki se je spopadel z umazanijo v cerkvi. Spomnimo se, da je leta 2003 za veliki petek na prošnjo že bolnega, oslabelega Janeza Pavla II. Sestavil premišljevanje za križev pot v Koloseju in pri postaji, ki govori, da je Jezus tretjič padel pod križem, pravi, po pravici lahko rečemo, da smo Jezusu to bolečino prizadejali mi znotraj cerkve, ljudje cerkve, duhovniki, ker smo ranili njegovo telo. Veliko umazanije je v cerkvi. Ta stavek je zelo odmeval. Veliko umazanije je v cerkvi. In ga imenujejo očeta transparentnosti. Prvi se je odločno zavzel za razčiščenje teh stvari. Vemo tudi, kongregacija za duhovnike je bila prej pristojna za ta vprašanja, ker ni bila učinkovita, je dosegel pri papežu Janezu Pavlu, da je to področje in to obravnavo teh spolnih zlorab prešlo pod pristojnost kongregacije za verski nauk in je on ukrepal jasno, odločno, neizprosno. Zevald navajati tudi število, koliko duhovnikov, prelatov, tudi visokih osebnosti je odstranil iz duhovniških vrst. Se pravi, bil je silno odločen. In potem tudi Gensweina vprašajo, ali je to njegovo odločno ravnanje, že ko je bil prefekt in potem kot papež, bilo po volji nekaterim drugim gospodom, ali so ga z odobravanjem sprejeli. Prav kaj še? Bil je notranji upor. Hoteli so jasno to preprečiti. Se pravi, če pa mačku na rep stopiš, pa zacvili, a ne da. Zato je tudi, tako rekoč rečemo, ni čudno, da si je nakopal sovražnike, ker jim je pokazal ogledalo in ker je hotel, kot danes tudi radi rečejo, je temeljito očistil hlev, je pokidal gnoj v hlevo. To sem sinoči bral. No, mi smo po tej lepi metafori Petra Zevalda Sulica za papeža Benedikta tudi naslovili našo oddajo. Potrebno se je povedati, da ste vi takoj, ko je Peter Zevald objavil svoj prispevek v bran Benediktu v nemškem magazinu Focus, poskrbeli tudi za lep slovenski prevod. In zanimivo je, tukaj recimo beremo, da celo znani italijanski raziskovalni novinar Gianluigi Nucci, ki nikakor ni posebej naklonjen katoliški cerkvi, vsaj glede na tiste objave, ki so bile objavljene v slovenskem prevodu, pravi zelo izrecno, navajam, boj papeža Benedikta XVI. Zoper zlorabo je bil odločnejši in trši, kakor boj njegovega naslednika. Se pravi, tako kot ste sami rekli, seveda bil je zelo odločen, pa bil je tudi, njegov boj je bil trši, ker je šele utiral temu v cerkvi pot. Ravno to, da prebiješ led, da začneš, da nekako sploh
omogočiš, da se ta proces očiščevanja začne, je bilo treba računati razumljivo, z nekim odporom, z nekim zavračanjem. Ampak on, tudi potem pravi Genswein, je to izpeljal dosledno in hvala Bogu. Ne. V tem smislu ste pravilno ocenili, je bil trši, zahtevnejši, pa učinkovitejši. Zdaj pa seveda sedanji papež vedno znova njegova komisija daje nove predpise, nove strožje sankcije predvideva, ampak to je že na praktični ravni izpeljave. On je pa dejansko ledino oral in odprl vrata. Ta zvočni zid je prebil. Rekel je, nič prikrivanja. Nič. No, vidite, ravno tu so mislili, bomo pa nekaj spotaknili, on pa je prikrival. Ne, tovariši, ni res. Vaše potikanje je in to nečedno. Če že govorite, uporabljate besedo o lažnivcu, sebe v ogledalo pogledajte. No, tukaj Zevald zelo dobro povzema, ne, ta znani cerkveni pravnik iz Münstra, Tomaš Schüler, ki je znan po svojih kritikah Benedikta, je dejal, da je münchensko-izvedensko mnenje zgodovinska zareza. In za ponoviti to, kar sva že rekla, Ratzinger naj bi svojim stališčem uničil svoje življenjsko delo. In potem se Zevald retorično sprašuje, ali je bil Ratzinger vse življenje lažnivec in goljuf, ali je rasist, antisemit, ali ščuva k sovraštvu, ali je zlorabljal otroke in mladostnike, ali 4 primeri domnevnega neustreznega ravnanja zadostujejo, da ga izobčijo, ali morajo zdaj njegove knjige na grmado, ali morajo zapreti inštitute in preimenovati šole z njegovim imenom, ker pobude v tej smeri že obstajajo. Ne. Končno izobčiti tudi ljudi, ki cenijo Ratzingerjevo delo in poslanstvo. Ampak na koncu pa Zevald pravi, življenje Jozefa Ratzingerja je ustvarilo življenjepis stoletja. Izpričuje delo velikana našega časa, ki je delal tudi napake, a se je pogumno bojeval zoper izvotlitev in popačenje Jezusovega oznanila. Ko ste omenili, ali treba zdaj njegove knjige za grmado ali zapreti inštitute, ki se po njem imenujejo, ali je treba teologijo tako rekoč izničiti. To je poskus, da bi ga na akademski ravni utišali. Ampak tudi na družbeni, politični ravni so bile pobude oziroma gonje, da ti sapo vzame. So bili glasovi, da mu je treba odvzeti nemško državljanstvo. So v Regensburgu, kjer je nazadnje predaval in kjer ima tudi v Pendlinku majhno hišico in je njegov brat tudi v Regensburgu deloval, je bilo glasovanje, občina je razpisovala glasovanje, ali naj se mu odvzame častno meščanstvo. K sreči je 80% prebivalcev Regensburga rekla ne. Hitlerju smo ga odvzeli, Ratzingerju ga pa ne bomo. Tako vidite, so bile zelo, bizarne stvari. Tudi v njegovem rojstnem Martlu na Inu, mislim, da je bila podobna pobuda. Zanimivo, ne, da je pa pravzaprav preprosto ljudstvo imelo tu mogoče več zdrave pameti kot modri tega sveta. Ker ga poznajo, lete, oni so ga doživljali kot pridigarja, kot dušnega pastirja od blizu. Tudi na ulici, na vasi, v Marklu se je z vsakim človekom pogovarjal in tako naprej. Takoj vidi preprosti človek to, kar slišim na televiziji in to, kar jaz doživljam ob njem, ne gre skupaj. Ne gre skupaj. No, kako pa se je na vse skupaj odzval papež Frančišek? To bi bilo pa najboljše, da vam dam, kar pa vi preberete iz prve roke, kako gospod Mačkov Genswein, ki so mu zastavili isto vprašanje, to pojasnjuje. Lejte, gospod. No. Se lahko pa poveva tudi povzetek. Še en list nam da pa sva prišla do tja. Lejte, takole vpraša na televiziji. Morda še vprašanje nekoliko v drugo smer. Papež Benedikt v svojem pismu omenja, da mu je papež Frančišek izrazil podporo
v kakšni obliki, kako smemo to razumeti, pa bi vas prijazno prosil, da vi Gensweinov odgovor preberete. Genswein pravi, čisto razločno. Telefoniral je in mu obljubil svojo solidarnost, svoje osebno popolno zaupanje, svojo bratsko podporo in svojo molitev. Rekel je, da ne razume, kako tolčejo po njem, Benediktu. Ko je zaslužni papež pišel svoje pismo, ga je seveda prej pred objavo poslal papežu Frančišku. Opozoril je, da se mu v svojem pismu zahvaljuje za telefonski klic in ali je to v redu. Čez 2 dni je prišlo lepo pismo papeža Frančiška. Ponovno mu je z ganljivimi besedami obljubil svojo podporo, svojo solidarnost in svojo molitev in da samoumevno stoji za njim. Potem pa pravi še o Frančiškovem pismu, ki pa ni bilo javno objavljeno, da gre za zelo osebno pismo. Ostaje naj zaupno in zasebno, a o njegovi vsebini smemo govoriti. Se pravi, res tesna povezanost papeža Frančiška in njegovega predhodnika. Mogoče najbolj ganljiv odziv na vse skupaj pa je pismo samega papeža Benedikta XVI, ki je ga objavil 6. februarja letos. Tudi tu ste vi poskrbeli za takojšen prevod. In kot pravi tudi nadškof Genswein, in kot ste že na kratko omenili, je verjetno, da bi razumeli to pismo, treba najprej začeti brati pri koncu. Ja, sva že omenila, Benedikt pravi, prebrala potem, kmalu bom stal pred dokončnim sodnikom. Endgültiger Richter. S tem je nekako nežno opozoril, vsi tisti samozvani sodniki nimajo zadnje besede, dokončno besedo ima nekdo drug. Ne? To je sjajna formulacija. In pravi, seveda bom moral dati odgovor za svoje dolgo življenje. Vendar hkrati vem, da je moj sodnik tudi moj rešenik. Tako, mimogrede, če dovolite v oklepaju povem, papež spregovori v svoji okrožnici o upanju Spe Salvi, kjer pravi, da je Gospod Jezus sodnik in rešenik. Tukaj v tem pismu pa Benedikt pravi ne samo, da je sodnik in rešenik, ampak tudi moj prijatelj, s katerim bo prosil, zadnja stran, bo pred zadnja stran je zelo lepo. Bom hvaležen. Torej, takole pravi Benedikt na koncu svojega pisma, lahko bi rekli, da tudi gre za neke vrste njegovo duhovno oporoko. Zelo dobro. Ne samo odgovor na očitke. To ste pa dobro povedali in je bilo tudi slišati v javnosti, da je to neke vrste duhovna oporoka. Vprašanje, če se bo še oglašal v javnosti ob tako, rekel, pomembnih, razborljivih dogodkih, upamo, da bo to prizanešeno. Vsekakor, kar je pa tukaj povedal, pa smemo razumeti kot nekakšno duhovno oporoko. Navodilo, sporočilo tudi nam vsem. V bistvu vsakemu verniku, bi lahko to navajam. Kar kmalu bom stal pred dokončnim sodnikom svojega življenja. Tudi če imam ob pogledu nazaj na svoje dolgo življenje veliko razloga za zgroženost in strah, sem vendar miren, ker trdno zaupam, da Gospod ni samo pravičen sodnik, ampak hkrati tudi prijatelj in brat, ki je mojo nezadostnost že sam pretrpel in je zato kot moj sodnik hkrati tudi moj zagovornik. S pogledom na uro sodbe vedno jasneje vidim milost, da sem kristjan. Krščanstvo mi podarja poznanstvo, še več, prijateljstvo s sodnikom mojega življenja. Daje mi, da grem z zaupanjem skozi temna vrata smrti. Pri tem mi vedno znova prihaja na misel, kar Janez pripoveduje na začetku svojega razodetja. Janez vidi Sina človekovega v vsej njegovi veličini in se zgrudi pred njim, kakor da bi bil mrtev. A tedaj on,
položi nanj svojo roko in reče: ne boj se, jaz sem. Res čudovite misli in verjetno, če so to zadnje javne besede papeža Benedikta XVI. Nam, potem vidimo hkrati v tem tudi veličino kristjana, teologa, misleca in, kot vi večkrat poudarjate v svojih besedilih o njem, tudi pesnika. In molivca. Tukaj se vidi, da možakar je res kontemplativno moli, je res tako rekoč kot benediktinec šel v samostan. Sveti Benedikt mu je veliki vzor, oče zahodnega meništva. In te besede so izmoljene v meditaciji, v premišljevanju, jih je nekako so dozorele. In tudi v knjigah je po eni strani velik filozof, pronicljiv mislec, analizira, vidi daljnovidenje, preroški uvid ima, hkrati pa v podajanjih, zlasti v pridigah, v govorih, poetično. Torej, neštetokrat so ga že, ko je bil v Münchnu nadškof, ljudje snemali in potem so mu pač natipkali to, kar je povedal. Je drug fertik, rečejo Nemci. Kar je povedal, je dovršena oblika, lahko se takoj objavi v tisku. In je res milina gledati, poslušati in brati njegovo besedilo. Ima seveda, gledajte, kot nadarjen glasbenik, njegov brat je komponist in pač in dirigent, a tudi on je izredno nadarjen glasbenik in ta, rekel, čut za lepoto. Zato je kardinal Joachim Meissner rekel, Josef Ratzinger je Mozart teologije. Mozart teologije. Ko pa to lepoto pri njem poudarjava in morda jo bo se je dotaknila v drugi oddaji, bi pa rad se še enkrat vrnil k tistemu, če dovolite, še minutko časa. Ja. Ko sem rekel, da je mučenec za resnico. Prihaja mi na misel ena podoba. Našel sem jo pri Baltazarju in to Baltazar obrača na svojega sobrata, prijatelja, kardinala Henrija de Libacqa, ki je znotraj cerkve silno veliko pretrpel. In takole pravi. Bernanos v svojem romanu pravi, zapiše, da župnik iz Torsija reče svojemu mlajšemu sobratu: vaše mesto v skrivnosti Kristusove cerkve je Getsemani, je Oljska gora. Potem pa smemo mirno reči, da je pa mesto bodisi de Libacqa ali pa mesto Ratzingerja Benedikta pa, poslušajte, dvorišče pretorja, steber bičanja. Steber bičanja, pri katerem je bil Jezus privezan in so po njem tolkli. Neštetokrat je bil v takšnem položaju in je molče prenašal udarce. Še več, svojim molkom, svojo krotkostjo je zmagal. Ja, upajmo, no. Mogoče druga taka res pretresljiva misel iz tega bogatega Benediktovega pisma, ki je po vaši zaslugi dostopno slovenski javnosti, je pa tudi tisti del, ko piše o tem, kako se vedno bolj spominja, da cerkev na začetku svete maše prosi za odpuščanje grehov z besedami, ki mogoče v slovenščini sicer ni, torej največja ali zelo velika krivda. Mea culpa, mea maxima culpa. Ja. Gospod profesor, vas bom prosil, da tudi vi preberete ta odlomek, prej pa, če dovolite, v istem smislu in majhen uvod. Ste omenili teološko komisijo in ko smo na željo svetega Janeza Pavla II. Pripravljali dokument za sveto leto, cerkev in napake preteklosti, ko se je potem na prvo postno nedeljo 13. marca 2000 v spravnem bogoslužju papež upravičil za napake njenih otrok v preteklih 2000 letih. No in ko smo to besedilo pripravljali, je na prvem zasedanju
prvo leto po enem tednu skupnega dela je kardinal Ratzinger kot prefekt komunikacije za verske nauke in predsednik Mednarodne teološke komisije imel zahvalni govor v latinščini. Mi smo seveda vsi gledali. 20 minut je gladko govoril latinsko. In potem smo vsi prosili, da nam to da, prav bojo to posnetek bodo pretipkali, pa vam bomo po pošti poslali v redu. In zakaj to omenjam? Zato, ker je notri iz rokava stresel v latinščini. Se pa je on na pamet govoril. Ja, na pamet. Tudi koncilske odloke, mislim, ko je na koncilu sodeloval, 2 taki debeli knjigi sta njegovih interventov in predavanj na koncilu, vse v latinščini. So zdaj po 50 letih prvič v nemščino prevedli. So jo šli že, dobro. No in on je to takrat v tistem zahvalnem nagovoru se osredotočil na besedo confessio, confessiones. Pravi, vi poznate kot profesor latinščine, v klasični latinščini so confessiones nekaj še višjega kot danes memoara, ne spomini. In Augustin kot izredno velik retor, govornik in poznavalec latinske kulture je tudi napisal confessiones, izpovedi. No in pravi, beseda confessio ima 3 pomene. Je confessio fidei, confessio peccati, pa confessio laudis. Confessio fidei, veroizpoved. Izpovedovanje vere, confessio, izpoved vere, veroizpoved. Kdor pa je veren, kdor veruje v Boga, pa prostodušno lahko odkrito tudi prizna, izpove svoje grehe. Confessio peccati, greh spovedi, ker zaupa, da je Bog usmiljen. In potem pa tudi mu poje hvalo, confessio laudis, se mu zahvali. No in na ta, rekel, trojni vidik besedo izpoved se nekako zelo nakratko naveže tudi v tem svojem pismu in sicer se naveže samo na confessio peccati, ko v začetku maše prosimo Boga in sobrate, pač brate in sestre, naj prosijo za nas, ko priznavamo svojo krivdo, svojo veliko krivdo. Preveliko krivdo, maxima culpa. Na to se navezuje. Ja, mogoče je to v slovenščini malo zabrisano, ker mi potem rečemo, zelo mi je žal. Tole smo v slovenščini, no, glejte, gospod Janez Zupet je prevedel celotni misal pred 8 leti in je noter moja krivda, moja zelo velika krivda. Ja. Tudi v angleščini že 3 leta, pa zdaj v francoščini novi misal, upajmo, da se bo to uveljavilo. Maxima culpa, zelo velika krivda. Sicer bi rekel, to besedilo, ki ga boste prebrali, bilo nekako v zraku. Zdaj prav, da ste to omenili. Ja. Tako da je v bistvu nekaj tudi podobnih podatkov kot tistem, kar smo prebrali, ampak vseeno. Torej, še enkrat navajam iz papeževega pisma. Vedno močneje se me dotakne, da cerkev na začetku obhajanja bogoslužja, v katerem nam Gospod podarja svojo besedo in samega sebe, postavlja dan za dnem priznavanje naše krivde in prošnjo za odpuščanje. Pred javnostjo prosimo živega Boga za odpuščanje svoje krivde, da svoje velike in največje krivde. Jasno mi je, da beseda največja krivda ne označuje vsak dan vsakega posameznika enako. A vsak dan mi postavlja vprašanje, ali nisem prav danes dolžan govoriti o preveliki krivdi. Ta beseda mi izreka tolažbo. Kakršnakoli že je moja krivda danes, da mi Gospod odpušča, če se mu iskreno pustim pregledati in sem zares pripravljen na spremenitev samega sebe. Poglejte, vidite, dragi moji, mož vsako besedo iz bogoslužja premeditira. Tako bi morali tudi mi vedno znova premišljevati lepoto in globino in veličino bogoslužja. Ne? Ni treba, veste, dragi moji, pri sodelovanju predvsem misliti na to, kaj bomo mi dodali v vode, pa ne vem kaj. Čim manj, tem bolje. Besedila in skrivnost, ki jo obhajamo, je tako velika, tako neizčrpna, da ne smemo to motiti.
če imamo še minuto časa, bi pa zdaj res rad povedal, zlasti, ker je post, pa lepo prosil, goreče prosil, da naj dušni pastirji, če le morejo, če imajo to milost, nehajo z nepotrebnimi uvodi. To prvič moti zbranost, drugič misal liturgija cerkve tega ne predvideva v takšni meri, kot se je v Sloveniji razpaslo. Drugič je pa to silno nekulturno dejanje. Ponavljam, nezaslišano nekulturno dejanje. Predstavljajte si, da ste prišli v opero, v gledališče in da bi 5-krat nekdo prekinjal dogajanje in nekaj pojasnjeval. Ne pride v poštev. To, kar se v kulturi ne dovolijo, si mi v bogoslužju dovolimo. Mislim, da sem jasen. Hvala lepa za to opozorilo. Zdaj bi bilo mogoče najbolje, da bi na tej točki zaključila, ampak vse na kratko bi se še dotaknila pred koncem oddaje še enega zelo pomembnega odmeva, to pa je intervju, ki ga je ameriški katoliški televiziji dal mogoče človek, ki najbolje pozna papeža Benedikta, to je njegov tajnik že dolga desetletja, nadškof Georg Genswein, prav tako iz Nemčije. Kaj je pa on pomembnega dodal k tej debati? Glavni poudarek v njegovem polurnem pogovoru, intervjuju z to ameriško televizijsko hišo je, papež Benedikt je oče transparentnosti, preglednosti. To besedo vsi radi uporabljamo, preglednost, in on je utemeljil. Pravi, je to videl, da je potrebno in je izpeljal. To čisto na kratko. Potem, če želite, kakšen majhen odlomek tudi prebereva, ampak hotel je to povedati. Pravi, jaz sem pri njem sodeloval že na kongregaciji, sem tukaj že 15 let v cerkveni službi in lahko iz prve roke povem in izpričujem, da je papež vedno govoril, vsaka žrtev zlorab je preveč, vsako takšno dejanje je preveč in končno ga tudi ni več mogoče popraviti. In še poudarja Genswein, Benediktovo stališče se ni spremenilo. Je takšno. Od vsega začetka je bil prepričan, da je treba priti z imeni na dan. Ničesar ne smemo prikrivati. Zanj je bilo vedno odločilno vprašanje, kaj mora storiti Vatikan, kaj mora storiti cerkev, da bi v resnici prišli na ta cilj. To je nekako povzetek njegovega polurnega pogovora. Mogoče ganljivo je tudi tisti del, ko govori o Benediktovem počutju, ko govori o tem, da je seveda zaradi starosti že... Tako ga vpraša na samem začetku. Pravi, gospod Nadškof, ste osebni tajnik zaslužnega papeža Benedikta, kako mu gre zdaj? Genswein odgovarja, dobro mu gre. Najprej pove, da so imeli zjutraj sveto mašo in po zajtrku je prišel v studio. Pravi, dobro mu gre. Zdaj je seveda popustil velik pritisk, ki ga je bremenil od objave njegovega pisma, a tudi poročila o dejstvih. Bogu hvala. Pri tem moram čisto pošteno povedati, bil je vedno miren, bil je spokojen in je storil, kar je mogel. Sprejel je tudi pomoč, kjer je bila potrebna. Skratka, dobre volje je. Eris guter dinge. Počiva v Bogu. Kakšna beseda, počiva v Bogu. In hvala Bogu je ves čas ostal miren in poln zaupanja. Seveda je starosti primerno slaboten, se bo čez 2 meseca obhajal 95 let. Toda duhovno je prozorno jasen, bister in Bogu hvala, ni izgubil humorja. Menim profesor Štrukelj, da je ta opis, tudi ta ganljiva besedna zveza, da počiva v Bogu, najlepši zaključek najine prve oddaje, ki jo bova posvetila zaslužnemu papežu Benediktu XVI. V drugi oddaji pa se bova pred
njegovo 95-letnico posvetila njegovemu življenjskemu delu, pri čemer nama bo vodnik seveda tudi vaša zadnja knjiga, ki ste jo posvetili papežu Benediktu. Mislim pa, da sva v tej oddaji razblinila vsak dvom o tem, da gre pri papežu Benediktu XVI res za velikana in da seveda tudi vse to javno napadanje, kritiziranje ne more omajati njegovega velikega dela. Hvala vam za to sodelovanje, tudi za osebno pričevanje o tem, kdo je papež Benedikt XVI, in se veselim naslednje oddaje. Tudi vam, spoštovani profesor Mavr, se zahvalim za povabilo. Čutil sem od samega začetka, da vam je to pomembno, da je to vaša srčna želja, da to se razčisti, in na ta način ste tudi vi in smo mi vsi, saj želeli bi biti sodelavci za resnico. Cooperatores veritatis, in resnica osvobaja. Tako je. In s tem lepim zaključkom se tudi od vas, drage gledalke in cenjeni gledalci, poslavljam in vas vabim, da se nam pridružite tudi pri spremljanju druge oddaje o zaslužnem papežu Benediktu XVI, ko bo na sporedu. Najlepša vam hvala za vašo pozornost, vse dobro in nasvidenje.